Dober dan. Živijo. Razpravljamo o tem, ali je dopustno ustavnemu sodišču oziroma državnemu tožilstvu reči mafija. A je dopustno, če poslanec, ki vodi parlamentarno preiskovalno komisijo, izjavi mafija ščiti mafijo. Gre namreč za odločitev ustavnega sodišča, ki je začasno zadržala dokončne odločitve, del preiskovalnih postopkov v zadevi Kangler, ko parlament naj bi se ukvarjal s tem, ali je prišlo do političnih napak med kazenskimi pregoni zoper nekdanjega mariborskega župana. Okay. Mafija ščiti mafijo. Je to žaljivo ali znotraj dopustnega političnega žargona? Ja, to se pravi, gre za mafija ščiti mafijo, to je Žan Mahnič, ja. Ja. V parlamentu, ne. Ja. Se pravi, midva se zdaj pogovarjava tudi o polemiki med dvema strokovnjakoma, doktorjem Jurijem Toplakom pa Matevžem Krivicom, ne, na to temo. In sicer Matevž Krivic je postavil tezo, da je to nedopustno, Jurij Toplak je postavil tezo, da je to še kako dopustno in da to dokazuje tudi z ESČP, z pač sodiščem evropskim, ne, in to na primeru Madžarske, kjer je opozicija, ker so opozicijski poslanci nekaj vzklikali nekaj temu podobnega ali pa celo enako, in jim je sodišče dalo prav, da pač v parlamentu lahko opozicija tako rekoč govori karkoli hoče. To je bila njegova teza. Da so meje dovoljenega pomaknjene v nebo. Ne. Potem se je pa še enkrat oglasil Matevž Krivic in je povedal, da to niti približno ni enako. Ne. Se pravi, da je to zelo različno. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker v političnem govoru znotraj parlamenta ne gre za analogijo z govorom v odnosu do sodišča, zlasti ne do ustavnega sodišča, ki mora biti avtoriteten, tako rekoč predstavlja rečemo državo oziroma digniteto države oziroma nekaj, kar ne sme biti podvrženo žaljivkam. Ne. To je zdaj ključ celotne te debate. Ne. In povedal je to, da je Evropsko sodišče to tudi precej jasno povedalo, da v madžarskem primeru, če sem prav razumel, sodišče ni reklo, da se jih ne sme kaznovati, ampak da se je v bistvu zoperstavilo madžarskim oblastem, ki je kaznovala opozicijo zato, ker jim dala možnosti niti obrambe, niti odgovora. Ne. To je bilo ključno, če prav razumem. Ne. Se pravi, moramo zelo jasno razločiti to, se pravi, svobodo govora znotraj parlamenta, potem med institucijami oziroma o institucijah, tretja kategorija, ki bilo pa treba obravnavati, po moje pa še sovražni govor kot tak, pa se mi zdi, da se ne nanaša na to, ne. Da to ni to neka tretja kategorija. Ne. V tem primeru seveda po mojem mnenju ne moremo govoriti o sovražnem govoru, lahko pa govorimo o žalitvi, ne. Lahko govorimo o žalitvi sodstva. Ker pa je tako z kazensko-pravnega vidika sporno. Ne? Namreč ti si opozoril na to, ne, da je kakorkoli obračamo in kakršnokoli stališče do oblasti imamo, vendarle treba oblasti določeno digniteto pa priznati. Ne? Pa imam sebe za nekoliko občasno, nekoliko poniglavga, ne? Mi seveda na kraj pameti ne pade, da bi z komentatorske ali pa novinarske perspektive blatil državne inštitucije, češ da so mafija. Še težje se mi pa zdi, če predstavnik ene oblastne inštitucije na ta način govori z vrhom druge oblastne veje, ne, v tem primeru sodne veje oblasti. Deva poskušajva zavzeti
ekstremne okoliščine, teoretično samo. Ne. Recimo, da sva nekje v Južni Ameriki, v neki državi, kjer se človekovih, ali pa v katerikoli državi, recimo, da ne bom zdaj bil, da nam specifičen, mogoče celo zgrešil poante, ne. Ampak v neki državi, recimo, ki ne figurira kot demokratična država v pravem pomenu besede, ne spoštuje temeljnih človekovih pravic, ustavnost tam ne pomeni prav veliko, mogoče celo, ne vem, a bi se dal to referirati recimo na te spopade na relaciji Peking-Hong Kong, ne, ali kaj takega, kjer tudi potekajo debate, da oblast poskuša nadzirati državljane tudi s tistimi kreditnimi točkami, ko jim potem zaradi določenih ekscesov onemogoča študij, potovanja, napredovanja in podobne stvari. Ne. Se pravi, če smo zdaj v teh legah, ne, ali bi bilo potem iz vidika uveljavljena demokracije dovoljeno uporabljati skrajne izraze, ali pa recimo v nekih začetno tranzicijskih državah, ki so v prehodih, tako kot je bilo prehod iz komunizma v demokracijo in podobne stvari. Ne. Takrat so bile meje, recimo, če se spomniva, opozicija se je na to večkrat sklicevala, slovenska opozicija, govorim, slovenska, ja, opozicija zdajšnja tudi, ne, se je sklicevala na člen 133. Ne. A lahko to s tem primerjava? To je zdaj zanimivo mejno vprašanje. Ali lahko to primerjava? Seveda, verjetno zdaj, leta 2019 težko, ne. Zaradi tega, ker mi smo kot država zadostili in tudi smo redno opazovani po monitoringu Evropske unije in pa mednarodnih institucij, ki ocenjujejo demokracijo in tako naprej, kot ustavna, parlamentarna demokracija z delujočimi institucijami in sistemi, z zadovoljivo in prepričljivo delitvijo veje oblasti, z demokratičnimi volitvami, z svobodo tiska in medijev. Ne. Se pravi, to se mi zdi, da je v tej debati ključnega pomena, bistvenega pomena, da smo tako rekoč v relevantni mednarodni demokratični skupnosti prepoznani kot demokratična država, ki zadovoljuje vse standarde. Če vzamemo za to iztočnico, potem je treba povedati, ne, da je pač delitev veje oblasti v tem smislu, zdaj bi se zapletel, če bi rekel absolutna, ker absolutna najbrž ni, ne, ampak so pa zidovi med tem in da veljajo recimo neka načela pravnikov, ki nas učijo, da je nad ustavnim sodiščem, ali se z njim strinjamo ali ne, samo še modro ne bo, to je pač Kantova parafraza. Da je, ja. Skratka, če to se pravi, ko sodišče nekaj presodi, se lahko A zmoti, B sodi pravilno. Ne. In če se zmoti ali mogoče sodi tudi napačno, ne, pomeni, je prepovedano reči, da so mafija, ampak se po uradnih postopkih pritožiš na naslednjo instanco. To se pravi, temeljnemu sodišču, kako že to gre, je višje sodišče, potem je vrhovno, potem je ustavno. Tako, okrožno okrajno, tako, vrhovno, ja. Ustavno, in potem rečeš, grem pa v Štrasburg. Tako, ja. In zdaj celoten sistem je v tem smislu toliko samokontrolen, da mu državljani moramo zaupati. In mu tudi smemo zaupati. Ne. Mislim, verjamemo, da na koncu koncev zagotavlja zakonitost. Ne. Zdaj, ali zagotavlja končno pravičnost, je seveda čisto drugo teoretsko vprašanje, ker sodišča danes ne zagotavlja vedno pravičnosti, ampak zagotavlja pa zakonitost. Ne. Zakaj? Ne? Zato, ker pač v koliziji vrednot včasih je razvidnost, da je nekdo zločinec zelo visoka, ampak je oproščen recimo iz proceduralnih postopkov. Ali je to pravično ali ni pravično, po mnenju nekaterih je, po mnenju drugih ni. Tisti, ki moralo izvajajo iz proceduralne pravičnosti, pač je, tisti, ki pa vsebinsko poskušajo na to stvar gledati, kar že vsebina pomeni, to je zapleteno vprašanje, teoretsko pa menijo drugačne. Ampak in zato me ne čudi, da je Matevž Krivic rekel, da si želi, da bi bil Mahnič obsojen, da bi bil skozi ves ta mlin pač pripeljan kot nekdo, ki je naredil neko napačno dejanje in bil obsojen in da bi se potem pritožil na to isto Evropsko sodišče in pravi, ga ne skrbi, da bi Evropsko sodišče dalo njemu prav. Ne. To je zanimiva trditev in se mi zdi, da ima prav.
da bi dalo prav Mahniču. Ne, da mu ne bo dalo prav, je njegova trditev. Ne. In se mi zdi, da ima Krivic v tem smislu prav, ne, ker razločuje, da je bistvena razlika med tem, ali ti razviješ nek žaljiv dialog v parlamentu ali pa ga naslavljaš na sodišče kot neodvisno vejo oblasti. Se pravi, v ozadju, zdaj moramo pa mehano genealogijo teh žaljivk pogledati, ne, političnih žaljivk, ne, in bo ugotovila, ne, da se v ozadju ves čas vleče neka politična zmerljivka, ki je 2019 pa to vendar lahko rečemo, ki je globoko neprimerna, pač v tem smislu, da je se pravi, izraža namero, da bi se morali vsi segmenti oblasti podrediti vladi oziroma parlamentu, če ta obvladuje vlado oziroma če je na oblasti, no, kot tisti skupini, ki je na oblasti. Ne. To je zmotno stališče. In v kontekstu tega, da pač sodišča delujejo, kakor delujejo, sej polemike ves čas beremo, da delujejo pač narobe, ne, navsezadnje so bile zelo odmevne tudi te debate tudi okrog medijev, ne, kako se določeni sodni procesi peljejo in tako naprej. Vsak ima na zalogi 3 ali 5 ali 18 primerov, za katere lahko dosti utemeljeno trdi, da je sodišče ravnalo zmotno. Ne? Ja. Ja, jih ima, ne, in pač lahko o pravilnosti ali zmotnosti ali v naših dojemanjih pravilnosti ali zmotnosti precej na dolgo in široko razpravljamo in ne, ja, seveda tudi. Ne, Dajva vzemva hipotetično vprašanje, recimo, da se novinarji, ne, recimo to mi počnemo, ne, da bi recimo na prvi strani Dela napisali, da je slovensko ustavno sodišče mafija. Ne. Kaj bi se zgodilo? Ne? Razen to, da bi verjetno prišli pod vprašaj profesionalnosti, ne, ja. bi verjetno bila tudi zelo utemeljena debata o kazenski ali pa kakršnikoli odgovornosti, ne, ali pa še bolj ekstremno, ne, da bi recimo to isto postavljali kot tezo o politiki, konkretno o politiki ali pa stranki recimo, ali pa politiki, ki jo zastopa Mahnič. Ne. O tem bi bilo verjetno zelo veliko govora. Zelo veliko. Ja, pa tožbica bi bila. Ne. Pa tožba bi bila in podobne stvari. Ne. Verjetno tudi ne samo kazenska, ampak tudi civilna odškodninka, ne, ker povzročaš konec koncev s tako oznako politični skupini lahko povzročiš škodo. Ne. Ja, in to se dogaja. Ja. Se pravi, to se v novinarskem svetu dogaja. Ne. Se pravi, v zadnjih tolikih letih, ne, novinarji hodimo po sodiščih in zagovarjamo svobodo govora in vedno ne uspemo s tem. Ne. Vedno ne. Včasih ja, včasih ne, ampak tukaj gre pa zdaj za temeljno trditev, ali je neka institucija, ki bi morala biti dejansko, ne, ki bi morala biti v tem smislu pozicije države in demokracije sveta, ne, postane označena kot preprosto mafija, kar pomeni, da se ne obnaša skladno z ustavo, z zakoni, ampak deluje samovoljno, čisto po svoje, brez pravnih argumentov in tako naprej. Ne. To je pa dosti težka trditev. Zakaj praviš, da bi moralo biti ustavno sodišče sveto? To je v bistvu trditev vseh pravnikov in resnih pravnikov, zlasti pa ustavnih pravnikov, preprosto zato, ker nekje more biti zadnja beseda, ki reče, to je prav, pa to je narobe. Ne glede na to, da zadnjo besedo v marsikakšnem primeru izreče Štrasbursko sodišče. V redu, živimo v supranacionalni zvezi in se je ta meja pomaknila neba, ne? Recimo iz Triglava na Mount Everest, ampak še vedno je na dno nebo, modro nebo. Stratosfera je malo višje. Ja, in recimo, če bi zdaj rekel nekdo, da je pač tisto sodišče, ki lahko tudi presoja o temeljnih človekovih pravicah, ena navadna mafija, kako bi se to sodišče odzvalo recimo v Strasbourgu? Verjetno bi reklo, da je to nedopustno, ne? Tako govorenje. Najmanj kar je. Se pravi, tudi če ne bi reklo, zdaj moš pa ti kazen plačati ali pa iti v zapor, bi rekla, to je nedopustno. Ne? Predvsem je tukaj po mojem vprašanje konteksta. Ne? Ja. Zdaj, če neki tazga izreče nekdo, ki pred sodiščem v Štrasburu, ne, drži transparent in je ogorčen, ker njegovi pravici oziroma dojemanju njegove pravice ni bilo zadoščeno in potem napiše, vi ste ena navadna mafija, ne, je pač to gesta osebe, ki to izreče iz razočaranja, obupa,
tako naprej. Ne. Nekaj drugega pa je, če tako oznako na sodno oblast naslovi predstavnik bodisi izvršne ali pa zakonodajne veje oblasti, ne, ki je še izrecno motiviran za to, da se neke postopke, v tem primeru postopke parlamentarne preiskave. Rečemo takole, najmanj, kar lahko ugotovijo, je to, da relativizira institucije, ki jim služi in ki mu dajejo legitimnost, njemu samemu, ali po slovensko rečeno žaga v vejo, na kateri sedi. To je najmanj, kar lahko rečemo. Ne. Drugo, kar lahko rečemo, se pa teoretsko mogoče vrnemo tako, čisto za hipec, recimo k Rousseauju pa k Montesquieju, ali pa k Hobbesu in Leviatanu. Vse ideja je bila vendar v tem, da se ljudje odrečejo določenim živalskim popadkom, instinktom in ravnanjem in del svoje suverenosti prenesejo na institucije ravno zato, da se med sabo ne pobijemo. Ne? In ustavno sodišče je vrh te gore, ki sporoča, stvari rešujemo civilizirano. Seveda ta predpostavka velja v legitimnih državah. Ne samo legalnih, ampak legitimnih. Ampak to predpostavko menda vsi sprejemamo, da Slovenija ta trenutek je legitimna država. Ne moramo se sklicevati na to, da je to recimo fasadna spodletela ali pa fasadna država, tako kot bi lahko rekli, da recimo v obdobju komunizma, kjer lep primer je zdaj recimo pač Kitajska, ne, kjer vse funkcioniranje zakonito v resnici, ne, pa z legitimnostjo problemi in z demokracijo pa tudi. Ne. V Sloveniji tega ne moramo reči. Ne. Še posebej kot rečeno, ker je Slovenija legitimirana kot taka, upeta v evropski pravni red. Evropski pravni red se na to odziva se Slovenija obratno in nazaj in ljudje to prepoznavajo kot veljavno. Z seveda rezervnimi pripombami, s tem nismo zadovoljni. Zanesljivo slovenski pravni red šepa pri zastaralnih rokih, pri predolgih obravnavah, ki so seveda že del temeljnega problema kršenja temeljnih človekovih pravic. In Evropsko sodišče za človekove pravice to tudi pripoznava in tudi zaračunava. Ampak vendarle linija ali zaporedna veriga teh argumentov na koncu koncev rodi nek uspeh. Ljudje uspejo s tem. Ne? Ampak procedura pa je, da se pravi, da tem institucijam zaupa do take mere, da pride do tja, zato da lahko svojo pravico doseže. Ne? To so vse stvari, ki se jih da debatirati. Jaz mislim, da ja. Ne? Ampak to, da pa v bistvu upelje v sam sistem ta bazični, pa ne bi rekel zdaj anarhični, to bi spet neke konotacije pač rodilo, ne, teoretske spekulacije, ampak da preprosto rečeš, zdaj pa zasedem pozicijo, za katero rečem, da je neveljavna, hkrati pa v imenu te pozicije uveljavljam svoj prav. Ne. To je pa protislovje. Ne. Se pravi, nek poslanec je v parlamentu zato, ker priznava parlament in politiko kot veljavno, potem pa govori, da je neveljavna, če njemu nekaj ni všeč. Ne. To pa je protislovna pozicija. Ne. Mogoče je to že preveč sofisticirano, mogoče gre preprosto za eno globoko neoljudnost ali pa poniglavost ali pa preprosto izjemno pomanjkanje politične kulture ali kaj takega. Dobro, Matevž Krivic je to prepoznal kot nekaj, čemur je treba narediti konec oziroma presekati ravno zaradi tega, ker hoče povedati, da nekje more obstajati nek bog, ne, ki ga ni več v sekulariziranih družbah in to rečemo zato država presplošen pojem, sodstvo pa to naj je. Ne, in Vrhovno sodišče oziroma Ustavno sodišče je na vrhu tega triglava, je tako rekoč Eiffel stolp, Aljažev stolp sem hotel reči, Aljažev stolp na vrhu triglava, ne, ki ga pa več ne postavljamo pod vprašaj, ampak tam stoji, tam je pričvrščen, ne, občasno ga odpeljejo s helikopterjem, ga obnovijo enkrat na 200-100 let, ne, karkoli že, ne, ampak vendarle se ga priznava kot takega. Ne. In to je bila njegova ideja in jaz mislim, da Matevž Krivic ni imel ideje, da je treba zdaj Žana Mahniča kaznovati zato, ker ima on do njega zamero, ampak kot princip zavarovanja tega. Ne. Seveda pa ne smejo pozabiti še enega dodatnega podatka, da je to prišlo na podlago, ne, na neko podlago debate, ki jo je sprožil Klemen Jaklič v javni polemiki z
drugi s sodnikom Mačetom. Ne. To se pravi, dva ustavna sodnika, ne, sta se znašla na odru javnega obmetavanja, ne, kar so že takrat ustavni sodniki označili kot globoko neprimerno in tudi Matevž Krivic, ki ni pozabil povedati, da se je velikokrat strinjal z Jakličem, ne. Je rekel, tokrat je šel pa predaleč, ne, kajti to lahko sproži natanko verigo naslednjih degradacij, ki bodo na koncu relativizirale ustavno sodišče in s tem ves pravni sistem. No in to je v bistvu že potencialno gledano posledica tega. Ne, Ja, ne vem, a je ta trditev pravilna, ampak mislim, da gre v pravo logično zaporedje. Ne. ja, mislim, vprašanje, ki se ob tem zastavlja, a veš, je, ali je v tem primeru, ne, a so domine padle na način, da so padle nepovratno, ali se vendarle lahko nek ta status, ne, ustavnega sodišča kot svete inštitucije vendarle restituira. Vedno se lahko, temu se težko odpovemo že zaradi tega, ker pač ustava deluje kot dokument, kot pogodba. Ne. Ampak je pa res to, da javna debata o tem pripomore, ne, k temu, da se to na novo premisli. Definirano je že, ampak lahko se na novo premisli in se iz tega naredi tudi neke bolj rigorozne sklepe v smislu imperativa, tako se ne dela. Ne v prvem, ne v drugem primeru. Tako se ne dela. Ne. Zdaj to v minimalnem skupnem seštevku temu lahko rečemo politična kultura. Se pravi, ta minimum politične kulture je pač treba vzpostaviti, ne glede na... Vse revolucije so bile vedno prekocuške in žaljive in celo krvave. Vedno. Ne. Ampak revolucijam je sledilo potem vzpostavljanje nekega sistema, ki je na nekrvav, artikuliran način urejeval te zadeve. Ne. In zdaj smo v tej točki. Zdaj nismo v revoluciji, zdaj nismo v tranziciji, zdaj smo v urejenem sistemu delovanja države. Ne. Če to prepoznamo, potem je to nesprejemljivo. Hvala za tokrat.